imaš tega? Nimam tega. Podaj pa unga, ki ti ustaja, pizda. Kaj naj ti reče? Sam ne, da je prekrunkal. Pierdej, pizda. Pierdej pa vode. Zdaj sem ugotovil... Ne, veš, če bi dal tako, da veš, bi dal samo jaz pa nisem vzel tega. A veš, sam ni, ki peli na robe napisal, pizda. Ma dobro je, okolo Ne, zdaj sem naredil na tla, no. Vse se vidi. Ne, se zgodaj vidi. Vse, če že da vidiš. Tako obrn, sam da vidiš, kva je. Da vidiš, kva je, ja. Nima to veze. Ne, se vidi, da mora biti drugače. Mislim, da je to sekirati. Ašitna. Moram tudi jaz videti. Zakaj radoš ti? Ja, ker tudi jaz ne vem, pizda. Dej si pred... Ne, se vredi, evo, mam. Jaz pravi- ne vidim, kva je. A ja, pizda. Ja, kačma bolj da. Čakam, jaz dam. Aljaš. Ti si žajla, ti si žardna. A ne, pa kaj, moram res to zdaj nazaj brati, ali kaj? Ne, dej gor, ne na tla, vse ne v na redu, tla. dobro je. A vidite. Adam, ja, pizda. Kandan, kle gor. Ti pa na monitor, ja. Ok, Andraž. Vsi vidite. Aljaš. Pengovski, pizda, ta Aljaš mi ful čud, pizda. Ja, se to, ja. Kdo je ta Aljaš? Ja. A ga on je Aljaš? Ne, se... Vini, ti si Je Aljaš. Aljaš Pengov Bitenc. Ne, se ga, ne pa, a mu, se ona mu reče, ne mu reče Aljaš, pizda. Kdo, a žena? Ne, A ja. ne, žena. Štefica. A ja, Štefica. Štefica mu reče Aljaš, se mi Štefica mu reče Aljaš, Ja, ja. ja. Saj mu ne reče Pengovski. Mislim, da vem zakva ne, ker bo lahko rekla Pengovski. Sem res, Štefica, Isto. jaz bom Se- rekla Jaz Aljažu bom- Pengovski. A, ti si rekla, da je Pengovski. No, Ja. prav. Ali pa si bom zmislila kakšen tak funny nickname, Pengi. Pengo. Okay. Lahko je pa Bitenski. Ta je pa še bolj... Še bolj treba zatuhtati. Pengi, dej si še malo bolj Mike Bliss. Malo bolj Mike Bliss. Štefica. Pa če se bolj Bliss Okej, usedem. čakamo. Zdaj pa malo nizko. Dobro. No, ja, sej, mislim. Drage poslušalke in poslušalci, kakor veste, je Pengovski človek radija in zdaj se neki matra, da ne. Aha, bo boljš? Ja, bo. Ja, ne vem, meni se še Zadovoljen? zmer mal. Ja, lahko sam bolj kričim. ali pa Ne, nekaj. bolj kričati. v redu. Kje si dal že ti sling? No, dam pa to, Se samo res, da nam res. pluva vnoter, veš. Evo ga, docs document, to smo mi. Opa. Opa. Pa ne, kable sem dol potegnil, se upravičujem. Klemo zdaj vse napisan, vse vemo. Ja, razen... A ti si še labode dodal, kdaj si pa to dodal? No, vmes. Tega pa nisem videl. Vmes. Jaz sem jih hotel... Kaj z labodi? Labode skozi Ja, sprašujejo. na začetku je skozi vprašanje Štefica postavil, jaz postavim vprašanje, kaj je kaj z labodi, ki so na Koseškem bajerju. In Andraž ve o tem ful povedati. Ja, zdaj jih ni. Ponovadi. Jaz sem šel sem šel mem Anti še pogledat. skopra si šel. Ja, le malce šel, ker sem bil jih tukaj v Ljubljani, sem Aha, šel aha. pogledat in Jih ni, ali kaj? ne, nisem jih videl. Jaz, ko sem šel v petek proti Kopru, sem enega videl na odstavnem pasu pri Vrhnki. Iz Koseškega. Ne vem, če je bil Koseškega. Ta najbrž- Hvala Bogu. Ta najbolj šli bil, da Koseški, upam, no. Kaj sem pa šla pogledat na Instagram, ne, kot, a veš, ne, Okay. vir vsega znanja, ne, pa sem najdla en video iz februarja, da so tam, ne. Ne, se bo- drugače so. Ne, vse da drugače so. sem jih videl, sem zdaj za zadnje, ki sem šel, jih nisem videl. A ja, pol sem zadnjič jih ni. Tako zadnjih No, nisem okay, videl, pol drugače so lahko nekaj rečemo, skril da mogoče. v bistvu so, sam so bili skriti, ker Tako. jih Antiša ni videl. Tako. Je človek, ki je res tečem primorske. do Koseškega bajerja, so doskrat tam, no, sam na zadnje, ko sem tekel, ploh tudi že izumrl ta cajt. Ja, le, Andraž, ko ti rečem, moraš malo večkrat, ne, Ja, moraš malo večkrat. se zdaj pa bo. Dobro. Ja, no, ok, pol, če smo labode obdelali, ne, pol pa lahko špico, ne, špico. Dajmo špico. Dajmo ne. špico, ne, dajmo špico. Pred nami je častna naloga. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, po dolgem času se znova vidimo. Bolje šarec v roki kot golob na strehi. Več afer, kot bodo sproducirali, bolj bom grizla in sekala lov. Vlada nima načrta za zapiranje. Kakršnokoli sodelovanje s strankami, ki danes podpirajo škodljiva ravnanja te vlade, Si zavračam. vi sploh želite čim prejšnjega konca te epidemije? Te razprave ne bom nadaljeval, pa ne zato, ker ne bi bil poguben, ampak zato, ker nisem neumen. To je LDGD.
podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Danes zapravljate dragocen čas tukaj. LDGD je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Vaši gostitelji smo Andraž, Aljaž, Antiša in Nataša, to sem jaz. In to. Ne, v bistvu, ja, to. In je to. 3 leta praznujemo danes. 3 leta, ja. Ja, čestitke. Čestitke, ne. 2019, koliko smo imeli malo statistike, ni. Čestitke nam. Čestitke nam, ja. Wow. Čestitke LDGD-ju, ker ni našega državnega statistika, čeprav bi lahko, ne, Andraž to povedal, bom kar jaz, ne, da v bistvu 86 epizod, ki so povprečno dolge, no niso, ki bi mogli biti dolge na 25 minut, ampak so ponovadi enkrat daljše, ne. Da. Ja, ne. Slava nam. Slava nam, ja, tako. Dobri smo, nikaj. Sem zračunal, da približno 4000 minut je, če je tako, ne. A res? Enkrat več kot 25 minut, ne, tako da. A ja, treba še povedati, da takoj na začetku hvala lepa za odzive na naše epizode, za vprašanja in za investicije v Metino listo. Kako investirati, najdete vse na metinalista.si, tam je zavihek investicije. Mi pa pejmo na zmagovalca politbizarke prejšnjega tedna. Ne. Ja, vse tle je bilo jasno že, ne, v štartu, da Pirkovič, ko Prešeren. A kdo misli, da bo kdo drug zmagal? Ja, mislim, da je bilo. Mislim, kaj, Pirkovič je premagal Prešerna, ne? Ja, valjda. Ja, no, sej to, ne? Pirkovič je v tej tekmi zmagal, ne? Pirkovič je premagal Prešerna. Končno smo najdeli, ne? Končno ga imamo, ne? Ja. Končno ga imamo, novega največjega slovenskega pesnika. Ja, jaz mislim, da 8. februar ne se preimenuje Pirkovič dan. Ne, v rojstni dan Pirkoviča bomo spremenili v novi kulturni praznik. Aha, ok. Ja. A takrat, ko je umrla poezija, ali kaj? Njegov rojstni dan bi lahko poimenoval un dan, ko je umrla poezija, ali kako? Ja. Ker kulturni praznik je zdaj na smrt Prešernovo, ne? Ja, zato je ta dvojni twist čist na mestu, se mi zdi. Bi štimal, ja. Mislim, da bi to kar štimal, ja. To je kar v redu. Sploh, če preberemo kakšno pesem. A bi? Ja, ne vem. Hočemo. A si kdo upa? Ačmo. Dej, ne duci. Glede imamo res en biser iz bogatega opusa našega Igorja Pirkoviča. Ne? Kdor pravi fašizem, si nastavlja ogledalo. Čak, to je naslov, ne? To je naslov, ja. Okay. Ni treba sramovati se več akordov stare viže. Ni treba tišati radija, ko meh z valov ureže. Au. Ni treba skrivati, da smo si zaradi nje vse bliže. Priznati je pač treba, da med nami spleta mreže. Ne. No, če nov ta pera prinesla, bom nadaljeval. Ok, ja. Naslednji teden dobiš gajbo. Ok, ja. Tako le, da Igorju se ne zameriti, ko vam kakšno pesem napiše. Ja, mislim, ali pa prebere. Jaz bi rekla, da so vogoni, ki jih obdelujejo v sosednjem podcastu, upravičujem se za vse našečnosti, v bistvu tako drugorazredni. Mi mogli leti malo v šolo. Ja, v Pirkovičevo šolo Rim, Štori in Baldori bi mogli leti. Ja, ne bi bilo slabo. Ker tole res boli. No, ampak lej. Ja, ok. Pustimo poezijo v nemar, pa pojmo pogledati, kaj se je ta teden dogajalo, kaj je zanimivega. Kaj imamo? Ja, kaj, volitve imamo, ne? Volitve so v polnem teku, ne? Ja, prvi teden predvolilne kampanje se je dobro začel, ne? In v bistvu smo ugotovili, da se na internetu, na Twitterju spet pojavlja ideje o teli, kako se reče? Predvolilni pivski igrici. Ja. Kar mislim, da je zdaj, glede na vse, je treba zagrabiti bika za rogene. Da mislim, če hočeš normalno gledati, da zakaj pa ne spivska igrica. Drugače se ne da. Ja, se res ne. Ja, to je res. Sam je fajn, če bi dal pa še kaj pred televizor, veš.
Kot kaj? Kot Mrežo. Ja, ne, ker te naprave le stanejo neki enega cvenka. Ne, tako da, tisti, ki smo bolj pripravljeni na to, smo na AliExpressu kupili te penaste telefone, se dobijo v obliki iPhone-ov pa Androidov. Ja, prav zametati noter. To je prav za volitve. Ja, bomo dali zapiske. Prav za volitve. To je dobro. Drugač pa, če nimaš tega, greš pa po eno gobo, veš, sam ne zmočeš z vodo. Ne, veš, ali pa alternativa, ta pač chicken wire, ne, okrog. Da daš, da pač da se sam razbije. Se boš prav, ko v bistvu politikov res ni treba v HD-ju gledati. Kamoli 4K-ju. Mislim, lahko prosim ne. Tako da daš chicken wire, pa je čisto redo. Ja, pa če kaj vrže, se pač tam razbije. Ne? Ja, to je to. Tako, ne srkati v teh rednek državah. A se zdaj že kaj ve? Mislim, kjere besede so sprožilci, kjere pijače se pri kjeri besedi pije? Ja, seveda, ampak najprej treba upozorilo, Ministrstvo za zdravje opozarja, da pač alkohol lahko škoduje zdravju, ne? In da bo to tudi storil, če ga boš dala preveč na zob. Zato po mojem je ta volilna kampanja omejena sam na 30 dni, ne, čeprav traja že dolg cajt, se vemo. Ja. Smo že govorili o prejšnjih epizodah. Tako, vemo, ampak uradno traja en mesec, tako da verjetno je to v zakonu zaradi tega, da malo naša jedra pazijo. Ja, valjda, ker če bi se šli pivsko igrico 2 let prej, mislim se... Tako v Ameriki recimo, da štartajo, gotovi smo vsi. Je pa treba vedeti, da Američani niso tako mokr narod, kot smo mi, a veš, ne, tako da... Res, mogoče tudi noben tega ne dela kot za pivske igrice, ampak tako da, v glavnem prvi nasvet, ki ga imamo, je, da pred soočenjem treba absolutno nekaj pojesti in to nekaj mastnega. Dejstvo. Ne? Se pravi, čevapi, kjer so vam najboljši, to je pač vaša stvar, mi gremo radi, pustimo. Tako. Pleskavice, burek, vse, kar je mastnega, tudi, aj kakšna slovenska jed zelo mastna, tako kot burek ali pa... Mislim, lejte. Veš kaj, to sem videl v reklamo, ki je bučni burek z ne vem čem namažen. Jažešno. Tega ne. Tudi če ste vegani, raj pojejte par žlic ola, bo bolj kot un burek. Mislim, če vam je fajn, pojejte tudi burek. Lejte, mislim, sam da je... Karkoli vam pa še, sam da naredi malo oblokce. Sam da naredi oblokce, tako ja. Ne na prazen želodec ni lušen. Tako ja. Mislim, lušen je. Prej je lušen. Je pa tudi prej konc in mogoče ne boste zdržali do konca soočenja. Ne boste zaleti krajšani, ampak je pa... Lejte, kot Primorc vem, da treba mogoče si malo narežite, kakšno salamco, šutek, šalaminček, karkoli neki mal pomezite, pa bo. Pa se Anti še ti v resnici nisi Primorc, sam si že toliko časa. Dobro, jaz sem že nekaj časa tam. Ja, to je res. Prosim. Kupujte Primorske novice, to pa lahko plagamo. Seveda. To pa lahko plagamo. Vsekakor kupujte Primorske novice v tiskani obliki, prosim lepo. Ja, absolutno. Nič naročine, ne spletu pa to. Imamo pa tlele že ta prvega, ta prvi prispevek je predlagal Vini. Zdaj je jasno, da bomo še par primerov z interneta prebrali. Vini Afna Loud and Wicked je napisal, evo moj prispevek, ko se je Janša končno pojavil v soočenju, spiješ vse, kar imaš v omarci. Zdaj bi pa poklicali Vinija, če lahko pokomentira to, ki ga imamo glih tle v studiu, neverjeten. Res? Ja. Zanimiv. Kaj pera mi je zmanjkal? Dober pera ti je zmanjkal. Mislim, se pravi, če Janša je ene sorte joker, da če njega vidiš, je treba štartati na vse ali nič. Do konca. Aha, se pravi, to je v smrt. Mislim, ker to se tako ne bo zgodilo, vse potem kasneje se je zgodilo, da je nekdo povedal, da vse to odpade, ker se tako ne bo zgodilo, tako da to je v bistvu bolj tako malo. Smo že ugotovili, da se je res prvo soočenje so bila brez Janše in Goloba, tako da v bistvu očitno oba imata nek ta, ne boste, tudi v bistvu Golob hoče biti joker v naši pivski igrici, ne. A misliš, da hoče biti isto? Po moje, da hoče biti isto, veš, da hoče biti kaj Janša, da ima jokerja. Ne? Ampak ne, mi v pivski igrici nimamo tega pravila, če Golob pride, se ne spije vsega, kar je. To je samo za Janšo rezervirano. Po mojem, Vini, kaj praviš? Ja, ker Golob lahko pride, oziroma Golob ne more priti v te zadeve. Ja. Janša pa lahko, ne, ali kako?
Jaz se, ker ne sme po pravilih, ker ni parlamentarna. Tako, ker ni parlamentarna stranka. Golob ni parlamentarna stranka in on ne more priti. Lahko pride na soočenje neparlamentarne. Tako. Ja, tako, ja. Ampak to je samo na nacionalki. Sam zdaj tiste pa njemu, glede na raziskave, se mu verjetno zdi malo izpod časti, da bi hodil na srečanja. V bistvu on ne gre za to, da bi bil isti kaj Janša, ampak zato, ker mu je izpod časti, pač na te manj vredne. Torej, enako vredna bi bila, torej, če se Golob pojavi na soočenju neparlamentarnih strank, spiješ vsebino omarice z alkoholi. Tako. Aha, no, pa to dodamo. Ja, tako. Hvala, Vini, zdaj pa nazaj Kaljažu. ja, tako. Ja. Aha, no, to je Jaka Močnik, ki je točno to povedal, kar je Vini prej povedal. Ne? Aha, in pole še ena, ko Hojs reče, elektrooligarh, ne spiješ nič, ker drugač boš obležal mrtvo pijan po 5 minutah soočena. That's the point. To je beseda, ki se jo izuzame ven. Ja. A si kar res bi je pustil noter? Za vsak slučaj. Ja, ali pa recimo, ne vem, ko je linčiš po mežikne, nagneš kupico. Aha. To je nevarno. To je nevarno, ker tega je res veliko. A veš, je linčiš po mežikne v kamero, bum. En perček pa enega kratkega. A si nora, kaj? Ne, to je preveč. Čeprav, dajmo, bomo napisali, pa bo pol ljudstvo glasovali, kjer so pa kjer niso, ker imamo od našega prijatelja, našega sodelavca Pengovskega nekaj zelo dobrih primerov, dajmo poslušati. No, takole. On pravi, elektrooligarh, en požirk, policijski minister pravi, en požirk, ampak druge pijače, omemba Ukrajine, šot, horlike, to je najbrž kakšna Pengovski, kaj je to za ena pijača? Ukrajinska neki. Palinka sem to, da je ukrajinska. Najbrž. Pa se palinka bi šla, sej bi je v kontekstu. Čak, ni še konc. Se pravi, nižji davki, više plače, deci pijače dosegljive v tvojem dohodninskem razredu, DSO piješ do mrtvega. Bravo. Aha, bruto, tolem pa Overlord TM, bruto družbeni produkt, piješ domače žganje. Lepa. Aha, in stotni korenček, ko je omenjena puška v koruzi, zvrneš en šot. Jaz mislim, da mogli narediti te, kako bi rekel, viewing partije, ne? Ja. Pa vse tole se lepo napiše, da se ve, kje... Ja, nujno. Tako, kje so pravila, od 1 do 10. Bomo napisali pravila bojev v zapiskih, nametili na lista.si, tako da vse bomo zrihtali. Katere še ne par dobrih, pazi to. Ko omeni kdo Golobovo plačo, spiješ en šot. Lepa, to sem pozabil, Golobovo plačo. Ko se pojavi Grims z natisnenimi grafi, se zadereš bingo. Ta je dobra. Aleka Unk, boljša polovica od našega, Pengovskega. In še jih je, tako da bomo zbrali vse na enem mestu, jih boste dobili lično pripravljenem PDF-ju z logotipom našega podcasta LDGD. Zdaj je popularna tudi Hojsova plača. A tudi? Pa lahko damo na omembo plače, da imaš to, kar so rekli. Ko se začne okoli plače... Ko se omeni plača, kakršnakoli že funkcionarja. Funkcionarja oziroma nasprotnega funkcionarja. Nasprotnega funkcionarja, mislim, da imamo kar dobro pivsko igrico in jaz ne vem, če se bom šla čist do fula. Ne, ti se jo ne bo šla. Bomo pa mi še zadnji. Prav. Hvala. Zato pa so prijatelji. Tako. Sej tako, kdo je že rekel, ne? Moraš tudi misliti na delavce, ki delajo v alkoholni industriji, ne smemo sam na lastna jedra misliti. Točno tako. Tudi oni imajo svoje sanje, družine, željo po... Vse. Tudi oni bi radi videli, ne vem, kakšen žur, pa divje štose, pa dobre plaže, pa to. Pa moped si kupiti, pa face auto, pa mogoče kakšno. Ne biti sebični. Ja, pite več. Ker smo pa glih pri pitju, je bila pa tudi Aleksandra Pivec močno, kako bi se rekel, zaznamovana ta teden. Je res. By the way, gremo kar direkt iz pivske igrice v Aleksandr Pivec.
A se spomnimo iz njene epizode iz hotela v Izoli, kako je ona otrokom dala ime? En mu je dala ime Najpivec. Ta bi verjetno zmagal to pivsko igrico. Sam zdaj še premlad. Ja, ne vem, še stari, to pa ne vem. Koliko sta pa stara? A sta že toliko stara? Mislim, da še ne, da sta še premehna. Nista še 18. Na naslednjih volitvah pa verjetno lahko računamo. Volitve počakamo, volitve ali dve, mogoče bojo predčasne. Vsaj na Najpivca, verjetno unga, ne vem, vsaj po imenu, morda pa ni to zelo. Mislim pa Štajerc. Izpravke konce. Je dobro, da se je v Ljubljano preselila, veš, da ni na Štajerskem, ker drugač bi otroka zihar kibical v šoli. Najpivec, kaj si ti, najpivec? Pokaži nam. V trenutku je alkoholik. Še prej, kaj ponovati. Ja, v bistvu sreča je. Ko smo pa glih pri preselitvi v Ljubljano, pa mene res fascinira, kako se ljudje bunijo, da so cene stanovanj v Ljubljani tako visoke, mislim, Jure, 750 na kvadrat, to je toliko poceni ni bilo že v 15 letih. Ti ne razumeš tega, to je subvencionirano stanovanje. Ne? To je subvencionirano, ker to je tako, kot ga v Mežic kupu, zaradi tega, ker si nad McDonald'sem, in ti pol smrdi gor v nole, vse skupaj, Se pravi, ti država neki da. V bistvu, ne, ko vsi govorijo, koliko je McDonald's nezdrav, ne? Ja, seveda se je. In potem imaš stanovanje nad njim. To je po mojem slabško v Mežic. Je sigurno. Ma ona ga mogla džabe dobiti, ta stanovanje. V bistvu bi mogli še denar bi mogli dokazati. Lahko začnemo eno GoFundMe kampanjo, da lahko Aleksandar Pivec denar dobi nazaj. Oziroma, ali to lastniku Aleksandri? Ne, ti smo, ki živi noter. Ona najema. Če živiš noter, če lastnik ne živi noter, ne bomo denar dajali. Ja, hvala. Najemnino bo dobila, ne? Ja, v bistvu najemnino bomo nazaj dajali. Tako, ja. Veš, ko bolj kakšno poklicno bolezen prijavlja, pa ne vem, kaj vse živo. Ja, seveda itak je v visoko riskantnem biznisu, ne, a veš, kar politika je, ne se, kakšen politik, a poznamo veliko politikov, ki so na sceni 30 let ali pa več. Ja, poznamo. Pa znamo ne, pri nas ne grejo kamor. Stari moj, pri nas je, ko vrže sidro, ne gre. Kaj enkrat začne nehati. Edin Karel se je nekako zmuznil. Pride Karel nazaj. A misliš, da pride Karel nazaj? Lepo gled podobnike zdaj, pa kar naprej podobnike smo se že zdavni rešili, pa spet nazaj. Ja, si mislil. Pa celo parlamentarna stranka je. Ja? To je pa tudi nekaj, kar bi se mogli pogovoriti, mislim. Ja. Ja, se je Aleksandra tudi. Dvojni primer, ne. Zdaj se počasi pa razumem Goloba, zakaj noče priti. Zakaj noče priti? Ja, če so šli oni so celo parlamentarni, ja, še hujš. Ne, Pivčeva, oni so parlamentarni, ne. Jaz ne vem, po kateri logiki, ne, je ona postala parlamentarna stranka, ga je ona izkazala nasledstvo. Stara je približno malo več, kaj jaz, ne? Ja. Ali pa mislim, da glih neki tazga. Ja, tam nekje, ja. Se pravi, se ne bi smatral kot za penzionista, ne? Ona je Vinijev letnik. Ona je no, pa smo tam, ne? Ja, no, se pravi, relativno mlada, ne? Za predsednico stranke upokojencev je relativno mlada. Jaz sem mislil, da je bil Karel mlad včasih. Ljubo Jasnič je tudi rekel, ne? Jaz sem to vprašal, stranka upokojencev še dela. No, si pravim, Ljubo Jasnič je rekel, da mi smo still kicking, ne? Čeprav smo res mečkan starejši, una gospa. Nekaj vam moram povedati, v zvezi soočeni pa z Ljubotom Jasničem je bil soočen na prvem programu v okviru Studia ob 17, ki so ga vodila, čak kdo je bi že vodil. Super, no, priporočam vsekakor za poslušanje, bomo dali zapiske. Ampak Ljubo Jasnič se je opravičil vsem volivcem in volivkam Desusa za nastalo situacijo, ki so ga naredile prejšnji unine. Lepo, da se je opravičil. Lepo, da se je. No, da se politik opraviči, to pa nisem, tega pa ni slišati redko. Oziroma, težko bi sploh
Lepo, da se je upravičil, veliko pa ni kaj s tem naredil. Ja, ne se je vse zgubljen, ampak lej, a veš. Ne. Je pa ok. Je kar nekaj že upravičilo, ampak vprašanje je, a se jih je iskreno. Ja, tako. Ne, in tudi tu, a je bilo? Je zelo iskreno. Ja. So ga pa dobro strenirali. A je travica zapela? To pa vprašanje. Morda je šel Edvardu Kadiču na trening, kako bo iskreno izpadel. Tako. Ja. A kje bi šel ti na trening, da bi iskreno izpadel? Resno? To je bil hec, če niste upadli. Ja, se je vic, kar sam napisal. Aljaš nega biksa. No. Ja. To pa Kadiču sploh hod? Ja, Unikar rabijo vedeti, pod katerim kotom je treba do punce prestopati, da te bo obrajtala. Ja. A ja, te kote zbiramo, ali kaj? Ja. A? To on vdi. To se pravi ta matematika osnovna. Geometrija pa to. Algebra pa to. Človek bi mislil, da je sam pri biljardu to pomemben. Ja, očitno je tudi pri pecanju. Dobro je vedeti, tega nisem vedel. Ja. Včasih smo reči Jonasa poslušati za te stvari. Vse bolj zabaven je bil. Da. Ja, bolj Kadič. Ko pristopaš z dekretu, veš, se moraš približati pod kotom 30 do 45 stopinj, drugače že v fundamentu zajebo. A to govorimo na našem podcastu? Ne, seveda ne. Zafrknu. Čas je Aljaš lahko. Ja, no, šefica si tega ne sme prvostiti. Nikoli. Šefica, je pa zanimivo, da šefica o sebi govori v tretji osebi. Ampak ne bo nadaljevati. Šefica je malo preskočila, ampak dobro. Dobro, pa tudi malo globi glas, ampak zdaj, kdo bi opazil to? Ja, ni se zasekirati, ne, tako da. Da kar pejmo nazaj na temo, kje smo že bili, pri Kadiču, a pa mogoče pejmo nekaj še drugo temo. Ja, se on je tudi, veš, on ta soočenja komentira isto. Ne? Samo, a ni on tudi, kako bi rekel, svetovalec vlade za ta področje, za komuniciranje? Pri cepljenju je bil. Ja, koordinator. Ne, zdaj že nova služba je dobil zanimiv. Res? Ja. Kaj pa? Kaj je nadzorni odbor? Nek nadzorni odbor, ja. Nadzorni odbor pa tudi, ali kaj? Neki zdaj je nova služba, nekaj ni več nadzornik cepljena. Čakaj, kaj bil pa, Kacini bil pa koordinator. Ja. On je bil pa PR v bistvu neki rihtov za cepljenje. Ja. Sam vse pol dolg ni. Za promocijo. Za promocijo cepljenja. Za promocijo cepljenja. Zanimivo, da polovico časa cepljenega sploh ni bilo nikjer. Pa a ni videl vabila na cepljenje v domovini? Ja, ne, jaz sem se šel takoj, ko sem videl. Pa tudi dobil si, verjetno tudi on to pogrtal, še da dobil si od premiera vlade. Nisem vedel, da ste naročeni za domovino. Ne, mi jo pa kar vsake toliko cajta pošljajo domov. Nisem naročen, mi jo odjavil z veseljem. Dobiš jo? Jo pa dobim vsake toliko časa domov. To je pa grozno. Je bil v bistvu Jaz mislim, da bi rabili pomoč za ljudi, ki dobivajo v bistvu domovino na dom proti svoji volji. Ja, vsi smo jo dubali. Jaz se nisem dubil. Razen, če je žena, če je pa kdorkoli dal do smeti, ker ne hodimo v kaselc. Si pa dubil verjetno tudi pismo predsednika vlade? Sem, še zmeraj ga nisem odprl. Hranim za slabe čase. Tudi to, kaj boš kaj, kot Joker unovčil? Ja, a veš, ko bo šlo res slabo. Ko bo res težko, bo odprl. Tople besede premijeja. Ja, recimo, ko bo, a veš, ne vem, Putinu se zmešal, pa bo v Slovaki bo kaj narobe rekel, pa se v Putinu zmešal, pa bo, a veš, se zmotil, pa bo nuklearne konice namesto Slovaško v Slovenijo, a veš, poslal. Ne, mislim, da je možnost, da je glih obrat. Ja, glede koliko se daš. Za obraten primer si jaz hranim od Janše pismo, ker se mi zdi, da takrat mi bo pomagal. Tiste 2 minuti, ko bo letele rakete. Apokalipsa, če ne moreš niti do pera priti, bolj da imaš od Janše pismo, pa da ga prebereš, pa da v miru umreš. Hodil sem reči, to je tudi verjetno gospod Kadič predlagal. Ja, to je njegove, po moje ideje, kot komunikator. Vse si misliš, kot dobra ideja. Ne. Ali pa Kacin. Ne, se ne. No, sej isto dobro je.
Dej, peli me, kar raš per v hladilniku. Imaš prav. Imaš prav. Kjerkoli. Ne ga pitam, ampak če res do tega dogodka prišel, pa merno. Ne, se ga nimam v hladilniku, ampak ga znam zmrzniti v 15 minutah, tako da ne. Če bo res sila. 15 minut mislim, da ne boš imel časa. Aj, sem res. Par minut. Sej se to pokaj tudi dano. Koliko je bilo v 8 minut je bilo rečeno, ne? Ja, nekaj tazga smo. V času mi smo železne zavese mi smo blizu. Je bilo, da kdor prvi začne 8 minut kasneje umre. Tako, že nekako je bilo. Mislim, letijo čez, to je ameriška, pač letijo čez celine, mi smo dosti bližji. 4 minute. Topo ga bom spil. Mi smo, ja. Ta bo topo, ja. Ali pa enkrat takrat, ki ga si natoči. Še zmer imam, še imam od none ta rožal, od naše none Nade, da se spomnim. Imaš marco z alkoholi? Imam. Imam. No, vse spil. Ker to boš rabo za pivsko igrico. Tako. Vse imam vse. Pivsko igrico ob koncu sveta. Evo, takrat pa začnem nazaj piti, če ne prej. No. Če ne prej, takrat. Ne treba prej. Čeprav bi tudi v resnici bi rad rekel, da v resnici bi mi bilo bolj fajn, če ne bi sploh prišlo do tega, da bi mogel posežiti po marci z alkoholi. Ampak ker je bož, da nimamo za vsak slučaj je treba imeti marco z alkoholi. Pripravljen pa sem. No. Zdaj pa prosim, da zbrana družba, da gremo nazaj v podcast, ki smo šli v našega. Res. Tako da grem jaz nazaj v Štefico. Antiša, ti se pa spomni naslednje teme. Sploh treba, mislim, tukaj to je to. Zaključimo, lej. Smo vse obdelali, kar smo bili za obdelati. A misliš, da ne bomo nič o teh neodvisnih medijih? Lahko tudi o neodvisnih medijih, kakšno rečemo. A imamo neodvisne medije v Sloveniji? Jaz mislim, da imamo. Dobro, in to je konc. Hvala lepa. Okay. Ne, hita se. Ja. Imamo pa tudi neodvisne kolumniste na RTV Slo, ker sem poslušala gloso Marka Radmiloviča. Zapisi iz Močvirja in moram reči, da Marko, bravo, vse so super, ta je bila pa še posebej super, ker je napisal kratek priročnik, kako desnosučni kolumnist piše kolumne, kako se podobne desnosučne kolumne piše. Ker nobeden od teh, ki so zdaj tam, za tiste, ki niste poslušali, nobeden od teh, ki zdaj pišejo, ni uporabil komunista v tekstu ali komunistov, ne. To je prva stvar, ki si jo mora. Ne? Seveda. Mislim, če si kaj daš na sebe, je komunist. Ne bi rekel na slovu, ali pa saj v predgovoru. Komunisti vajenci bi mogoče rekel socialist. A veš, če si pa ti žiga Turk, boš pa posež po komunistu, po mojem, že v vodu. V vodu po tam malem. Mora biti v naslovu ali pa saj v podnaslovu. Oziroma v vodu pa definitivno. Če nisi naredil. Če si take baže, kot žiga je. Seveda. Ja, ok, dobro, prav. Jaz mislim, da bo glede tega, mislim, da kukarkoli, RTV je res zdaj pod udarom, ampak je še veliko ljudi tam, ker, kako bi rekel, v redu mislijo. Ne, tudi ta tvoja levuharska. Seveda, da v redu mislijo, samo imajo pa malo mikrofona, malo so mikrofone vzeli. No, sej, to se strinja, pa upam, da bo šlo tudi to čestno. Zanč je bil optimistično razmišljal. Marcel je bil v kaj dogaja pri Artaču, pa je ponujil nas kolumniste Studia City, da pridemo tudi tja. Ne? Ker pač kaj dogaja, še je. Eni redkih. Ja. Pa se res trudijo, da bi jih ukinili. To je kar ne ratuje. Ja. To je ta veše. Nimajo pravega termina. Pa niso v informativnem programu, tudi to je, veš. To je, ja. To jih rešuje. Razvedrilci. Razvedrilni program, pa dosti pozen v petek zvečer. Ja, pa razvedrilci tako ne moš to hitro odžagati, ker nimajo oni nastavljenih ljudi, ta pravih, veš. Ja, ker tam niso se... Ne, ker se Hobotenca nima to klok, kot si mislimo, čeprav jih ima preveč, ne. Ampak očitno še niso in po mojem tudi navratali. Tako da nekaj je še na RTV, je pa zato radio toliko bolj močen, kot sem rekla, že soočenje ima odlična in so tudi, mislim, je tudi par takih bizark, ki bi jih lahko mi obdelali, sem na žalost jih je bilo toliko veliko, da si jih nisem, mislim,
bi rabili posebno epizodo sam za njih. Pa imamo mi na naslednjo temo in to je, ne boste verjeli, spet nekaj v politikih. Tokrat je to čisto od politikov. Namreč sem študirala zadnjič, ko sem na potušam, kdaj se politiki tuširajo. Ne? A veš, ker eni ljudje se tuširamo zvečer, eni ljudje se tuširajo zjutraj. Zanima me, če se politiki, kdaj se tuširajo, če se sploh ne. Misliš, da se ne, ali kaj, da se osjećamo tako malo skozi, ali kaj, da... Ja, ne, a veš, eni pravijo, da so z vsemi žalbi namazani, a veš, če si že vsemi žalbami namazan, a veš, pol... Misliš tako, da pride do tega, ja, da tako kot včasih, ko so se sam počufali, pudrali, pa ne vem... Ja, tako kot na francoskem dvoru, ne pa tako. Ja, to mislim. A veš, od tega pride tudi, zakaj mrzla kava, ne, za lepoto, ne? A veš, od kje to pride? No, povej. Ker je ta para od kave je topila ta make-up na obrazu. Ne? Aha. In zato si pil mrzlo kavo, da ti pač tega ni topil, in zato je bilo to za lepo. Da ti maskara stekla. Se pravi, v tistih časih, ki še niso bili tako napredni, da imamo take, da držijo. Ja, da bi držali. Ja. Tako. Ja. Tako da ne vem, kdaj se oni tuširajo. Mislim, čisti pač niso, ne glede na to, ali se tuširajo, ali se ne. Ali so namazani z žalbami, ali so namazani z žalbami. To smo gotovili, da so. Pač večina, ki je stopil v politiko, verjetno se jim rok trajanja poteče, takoj, ko stopijo v politiko, se pravi, so pokvarjeni. V veliki večini najbrž, ja. In zato pač tudi je pregovor, ne, da je treba politike podobno kot plenice redno menjati, ne? Ker s časoma postanejo umazani. Ne? Ja. Veš, če je treba plenice prati, pa je treba tudi politike prati. Ne? Smo včasih instantne družbe, tako da se meša prav, to stran. To se laže menja z novimi, ne beremo. Za političnega komentatorja je pa kar dobro, da se skozi ene in iste face, ki se ti ni treba vsake 4 leta novih učiti. Mislim, za političnega komentatorja je fajn, da si zapomne pač vse tiste neumnosti od prejšnjih, ne, in da ve te prave, da ve nove izpostavljati prejšnjim napakam, ne? In da pač novi mogoče ne bi delali istih napak, kot so jih delali prejšnji. Zdaj. Ampak če bi bilo tako, pol mi ne bi imeli rubrike Politbizarka. Ne? To pa definitivno ne bi imeli tega. Ja. Mislim, vsekakor se... In ker smo pri rubriki Politbizarka, pa mislim, da najbolj, da kar skočimo vanjo in pogledamo, kakšne imamo ta teden predloge. Andraž, kakšna je tvoja politbizarka? Ja, moja politbizarka je tole, ki smo prej omenili. Ne? Smo že omenili, točno. Ja. A to velja? Ja, valjda. Seveda. Smo pač samo malo več o tem govorili. Večkrat smo že razdelali. Pivčeva, ki postane parlamentarna stranka, ne, glede na to, da nima. Ne, a veš, da nima statusa. Ja, status imajo, mislim, a veš, vse statuse ne, kaki, to samo Levica pa LMŠ, ne, oziroma zdaj Svoboda, nimata status da bi nasledstvo komunistične partije. Vse ostale pa mislim, da imajo. Vse imajo, kaj? Druge pa imajo. LMŠ nima, Združena Levica nima, pa Svoboda, mislim, da nima nobenega bivšega komunista. Levica nima nobenega bivšega komunista, ali kaj? Zanimivo, a ne? Da? Ja, bi če rekel... Pa i tu SDS pizda, pa špol vidu. Wow. Da imaš pa kukrčaš. Imamo za SDS web. Imamo novo rubriko Zanimivost. Bravo, Andraž, bravo, Andraž. Ali to bo dejstvo? Ali to bo dejstvo? Ne bom za 100% trdil, ampak mislim, da Levica nima nobenega komunista. Ker Levica so večinoma mulci. LMŠ tudi ne. Ja, no, ok. Zanimivo. Se pravi, prva nominacija je naša dežela dobi status parlamentarne stranke. Aljaž, tvoja bizarka? Ja, tole moje ni baš bizarka, je bolj tipična odurnost
Misogonija bi se temu rekla, kako. Ja. Pač Pavel Rupar špekulira, če Tanja Fajon čaka na pregled mednožja. Bomo dali zapiske tam. Se pravi, že ko sem to govoril, sem kozlov. To ni bizarka, to je res odurnost. Aljaž, sam to zgodbo je pokomentiral tudi Edvard Kadič. Aha. Res? Kaj pa je rekel? Kaj pa on je pa povedal, da gre za dominantno žensko držo. Nekaj zahteva dominanco. Aha, se pravi. On bi mogel biti kolumnist. On je šel še dalje. Če Urbanija to posluša, prosim, da zrihta na RTV-ju še Kadiču, če še nima. Ker je ona te noge ven vrgla, je on ocenil, kot da gre za neko željo po prevladi in nečem. Ja, dobro. Nač, pejmo na naslednjo, ki je moja. In to je to, da so pred slovenskim veleposlaništvom v Kijevu sneli slovensko zastavo zaradi podobnosti z rusko. Kukor bi Zoran Predin rekel, kdaj bomo ne, se v bistvu Zoran Predin ima problem sam z grbom, ki zgleda kot taborniški, zastavo ne. Ampak po moje se je mislil vsega v kompletu losati, no, če že, a veš, ne. Zdaj imamo, kar imamo. Zdaj že 30 let ne moreš merati, no, tako da. Ampak je pa še kar bizarno, no, tako da. To je moja bizarka. V resnici je bila pa prej od Andraža, samo to, da povemo for the record. Sam je odstopil, ker bo zmagala. Antiša, pa ti za na koncu. Moja je pa tale Jančeva paranoja, ker se boji, da ga bojo vsi postrelili, ker ga vsi sovražijo očitno. Postrelili ga bojo? Novinarji? Ne vem, kdo ga bo postrelil, to po resnici ne vem, ampak očitno se počuti zelo ogroženega. On se ima za novinarja. On se tudi šteje za novinarja in se počuti ogroženega. Zelo se počuti ogroženega, videl sem tudi Pirkovič, se je mal kakšen teden ali pa 2 ali pa 3, da zdaj tudi bal, da ga bojo jame zmetali, tako da paranoja je močna pri teh, tako da to je moja. Mislim, ampak meni je to blazno zanimivo, ker recimo... Po mojem bolj bizaren to, da je on novinar. Mislim, se ima za novinarja. Se smo brali v kakšnih knjigah, kako je prišel do... Mislim, se je bil včasih novinar, sam ba je. No. Pustimo to. Pustimo to, sem preveč rekla. Se možina je tudi zgodovinar. No, sej, okay, to. Se pa jeti tudi obstaja. Niste videli teh, ko se temu reče, flying quotes. Ne. Prosti je, smo spregledali, ampak ja. Ok, pa smo prišli do britkega konca, čas je za zadnjih 30. No, Antiša, ti, ki si pripravljen, imaš ta prvo. Jaz sem v bistvu seveda, da ne bi se imel, ampak ima 2, ne. Ok, dober. Ena je festival Bobri, ki trenutno poteka. Aha. Mislim, že poteka, tako da imate še malo cajta do 9. aprila. 9. aprila imate še cajt. Vse od 1. do 9. še kar. Kar pejte pogledati lušanje za bolarijo, pa za malo večje, pa za več ali manj, mislim, ne, je za ston. Super. V Ljubljani in okolici, tako da pejte lušan. Druga stvar, v bistvu imam analogno pa digitalno. Super, pa poslušamo. Ena je pa še YouTube kanal Toy Galaxy, ki pa se je tak super informativen kanal za v bistvu zgodovinske zadeve vaših najljubših oddaj, knjig, risank, vsega tega, kar ste imeli radi. Igr tudi, sam redko, imaš tudi kakšne board game pa to. Ok, dobro. Prav retro. Retro, pač retro. Mislim, tam iz 80-ih, 90 stvari, ki niste vedeli, kako pa je do tega prišlo, se pravi zgodovinsko, kako je recimo prišlo, ne vem, kako je rato Max Headroom, kako so prišli do Transformerjev, pa vse cela zgodovina, kako se je to razvijalo.
Antišo, nisem vedela, da si ti tak fan teh stvari. Ja, Čeprav tudi. je pa res, da si bil takrat še mlad in ne, se spomniš te stvari iz prve roke. Ne? To je res. In zdaj bi sam še ta, in zdaj so zadnjih 30 Antiša. Calvin and Hobbes je pa ta zadnja oddaja, tako da pejte poslušati. Calvin and Hobbes je pa top. Bomo dali vse v zapiske, kot bi rekel v dobrih podcast oddajah, kar mi smo. Seveda, tako da, Andraž, naslednji si. Kaj moram zdaj povedati? Ja, eno priporočilo, knjigo, da si kakšen film gledal, serijo, kakšno modro misel. Zanimivo je, da Andraž nikoli ne pride pripravljen. Mislim, 83 ali 85 epizod pa takole. No. Ja, ampak lej. A si še zdaj sposodil eno od Antiše? Ne, kaj vam priporočim? Film sem že... Lahko tudi pivo kakšno? Ja, pivo je v redu, ja. To je priporočilo. Vse. To je to. Priporočilo pivo je v redu. Da se bo Andraž strinjal s tem. Vsi roke dvigujemo tule. Aljaš, boš ti tudi kakšno priporočilo, razen da je pivo v redu, kar vemo, da je. Jaz bi se pridružil, torej imam tudi dve priporočili. Ok, dve, super. Torej, to pivo je v redu. Okay. Eno je pa bi bilo Shameless Self-Promotion. Ampak glede na to, da sem danes Aljaš, urednik glasbeni Radia Chaos, sem dobil v predposlušanje nov komad benda Pink Punker. A res? Naslov je Raj za negativno selekcijo in govori o volitvah. Zanimivo. Kdaj pa pride, a že veš? Čez nekaj dni. Bomo dali v zapiske, ko pride. Super. Bo pred volitvami, ne? Ja. Vsekakor. Če predvolilni komat mora bi bilo brez veze, če bi prišel po, ja. Jaz, kot šefica, bi pa rada izpostavila en podcast, ki nam je res pri srcu, in to je podcast, ki ga vodijo oni trije modeli. Je res dober, sem slišal. Ki govori o življenju, vesolju in sploh vsem, pa še v eni knjigi, včasih pa pridruži ta četrt model, tako da ne včasih. Zadnje cajte je kar tleno. Zanimiv. To je podcast, opravičujemo se za vse nevšečnosti, tako da hvala lepa, poslušajte jih in fajn se mejte. To je to. Koncert. Ja, to je bil LDGD. Pozabil sem reči. To je LDGD. Sam res, to sem jaz hotel reči, kaj ti je. Odlično. Jaz sem mulca navlekel na to, da je treba, da je treba reči z najnižjim glasom. To je LDGD. To. To sem hotel reči, to je bilo super. Sej imamo pa za konc. Zdaj pa na pivo.